Lepo pozdravljeni. Ni še zelo dolgo tega, samo kakšnega četrt stoletja, ko sem, tako kot vi danes, sedela na teh, ko bi rekla, klopeh, obiskovala filozofsko fakulteto. Čeprav takrat še ni bilo prevajalskega študija, študirala sem španski in nemški jezik in književnost, ampak sem se, tako kot verjetno tudi marsikdo med vami, spraševala, kam me bo vodila pot naprej. In zato smo danes tudi tukaj z mojimi kolegi in pač direktorjem in tudi poslancem, da vam predstavimo eno od možnih poklicnih poti prevajalca. Moja se seveda ni začela neposredno v parlamentu. Po končanem študiju sem šla najprej na pot samostojne prevajalke, po prevodu 2 knjig pridobila status samostojne kulturne ustvarjalke in delala predvsem na področju kulture. Ampak seveda prevajanje na področju kulture je tudi promocija slovenske kulture v tujini. Ko je Slovenija postala članica Evropske unije, pa so se pokazale nove možnosti tudi za promocijo naše kulture in za našega jezika, tudi za prevajalce. Mene osebno je pri inštitucijah najbolj zanimalo to, kako je sploh mogoče, da toliko ljudi iz toliko različnih držav dela skupaj pod isto streho. In to je bil zame tak poseben izziv, zato sem se posebej zanimala. In tako se oblikujejo vrednote te mnogojezične skupnosti. In tako sem nekako pristala v največji prevajalski službi na svetu. Naj povem, da ima vsaka inštitucija svojo prevajalsko službo, komisija, parlament, Evropsko sodišče in sodišče smo v Luksemburgu, ki je mimo grede po statističnih podatkih najbolj večjezična država v EU. Medtem, ko imata Svet Unije in pa odbor regij ter ekonomsko-socialni odbor prevajalsko službo v Bruslju. V slovenskem prevajalskem oddelku, ki je nastal oktobra 2003, trenutno dela 28 odličnih prevajalcev in naša naloga je seveda, da prevajamo. S tem, ko prevajamo, pa ustvarjamo in zagotavljamo slovenske jezikovne različice vseh dokumentov, ki jih parlament potrebuje za svoje delovanje, ki jih za svoje delo potrebujejo poslanci na sejah, na zasedanjih, saj brez jezikovne različice tudi ni mogoče glasovati. In seveda, kot zastopniki državljanov, za naše državljane, vsi imamo pravico brati zakonodajo v svojem jeziku. Prej ste videli 2 stolpa, v katerih je večina prevajalske službe Evropskega parlamenta, no naša je trenutno še v najstarejši stavbi Evropskega parlamenta, ki je bila zgrajena v 70-ih letih in kjer je parlament takrat še v okviru skupnosti za premog in jeklo, torej prve Evropske skupnosti, zasedal. Še starejša pa je jezikovna ureditev, ki pa še vedno velja. To je uredba sveta iz leta 1958, v kateri je zapisano, da se uradni list evropskih skupnosti prevaja v vse uradne jezike. Torej, to velja še danes. In tudi piše, da se dokumenti zapisujejo v vseh jezikih, kar pa ni zarota proti prevajalcem, ampak samo izraža na praven položaj vseh jezikov. In vse jezikovne različice pravnih aktov EU so tudi štejejo kot izvirni. Slišali ste že, da v Evropskem parlamentu prevajamo iz prav vseh jezikov, kar v drugih inštitucijah ni tako. In v našem oddelku tudi. Nažalost, v tem trenutku še ne pokrivamo vseh jezikov. Pokrivamo jih 15 in uporabljamo vezne jezike. To so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina, pri katerih si pomagamo pri besedilih, kadar ne pokrivamo denimo. Deficitarni jeziki so grščina, baltski jeziki, malteščina. Vsak prevajalec pa prevaja iz 2 jezikov, oziroma na začetku začne iz 2 jezikov, potem se pa uči novih in cilj vseh je, da pokrivajo vsaj teh 5 veznih
jezikov. Imamo pa tudi prevajalce, ki prevajajo že iz 7 jezikov. V prvi vrsti, ste že slišali, prevajamo pravna in politična besedila, kar bolj kot druge zvrsti zahteva interdisciplinarni pristop, torej poleg leksikalne ravni, sloga in skladnje, se spopadamo s pravno in strokovno terminologijo, ki nastaja v inštitucijah in se zbira v medinstitucionalni terminološki zbirki IATE. Parlament oblikuje zakonodajo skupaj s Svetom Unije in to na številnih področjih politike in prevajalci so razdeljeni v tematske skupine, torej ne prevajajo vsi vsega, ampak so razdeljeni v 3 skupine, ampak več o tem vam bo verjetno povedala kolegica Tanja. Želim le to povedati, da niso specialisti v nekem ožjem smislu, čeprav so deloma specializirani za ta področja, ampak kot ste tudi že slišali, se pričakuje neka splošna razgledanost in spremljanje svetovnega dogajanja. Tudi zato, da lahko prevajamo te resolucije o kršitvah človekovih pravic, o aktualnih temah, kot je v zadnjem času seveda tudi vprašanje beguncov. Videla sem, da imate na svojem predmetniku razen mednarodnih organizacij in prevajanja pravnih in političnih besedil, tudi podnaslavljanje in prevajanje promocijskih in kulturno-specifičnih besedil. Tudi to vam pride v parlamentu zelo prav, ker si parlament poskuša, si prizadeva približati svoje delovanje državljanom in prevajamo tudi s tem povezana besedila v okviru različnih projektov, kot je na primer Parlamentarium, Center za obiskovalce, no to ni projekt, to je pač stalna stavba, ki si lahko ogledate, če greste v Bruselj, kot je projekt za mlade AI, ravno zdaj se zbirajo prijave, kjer se lahko prijavite tudi vi in z namenom, da poveste v parlamentu, kaj bi bilo vredno obravnavati vprašanj, ki se vas tičejo na ravni EU. Podeljuje tudi nagrado, filmsko nagrado Lux, vsi poznate Razrednega sovražnika in ta je bil lansko leto v ožjem izboru 3 filmov. Pa denimo nagrado za svobodo govora, nagrado Saharova, ki jo je prejel afriški borec za pravice žensk Denis Mukwege. Na našem oddelku pa nam pomagajo pri delu tudi praktikanti. Redno namreč gostuje pri nas od 8-10 praktikantov na leto. Predvsem imamo diplomante, ki opravljajo pri nas 3-mesečne prakse in pri tem pod vodstvom mentorja in so pod vodstvom mentorja vključeni prav v proces prevajanja, torej ne pospravljajo arhivo ali kuhajo kave, ampak dejansko delajo to, kar prevajalci delajo, spoznavajo delo inštitucije, obiščajo tudi druge inštitucije in veliko si jih odloči tudi, da ostanejo malo dlje kot praktikanti. Imamo pa tudi obliko prakse med študijem, torej lahko upravljate tudi prakso med študijem, to je študijska praksa, to je enomesečna praksa. Vendar moram reči, da število kandidatov zaenkrat za to prakso še ni veliko, zanjo pa prejmete tudi neko štipendijo za kritje pač tistih osnovnih materialnih stroškov zaradi selitve v tujino, to je pač najema sobe, medtem ko za diplomante pa menda štipendija, ki je nekoliko višja, zadostuje tudi še za kakšne priboljške. Jaz sem pa nesla nekaj gradiva, ki si ga lahko pogledate, ne vem, kje je pristano, pa ga boste gotovo našli v zvezi s to prakso, če vas zanima, si to pogledajte. No, seveda se od praktikantov tudi mi vedno kaj novega naučimo. Predvsem sem to videla, ko sem bila še mentorca, namreč jaz svoje poklicne poti v parlamentu nisem začela kot vodja oddelka, ampak kot prevajalka, potem, ko sem opravila prvi natečaj za slovenske prevajalce, kot je leta 2005, in za vsako zaposlitev v parlamentu oziroma v inštitucijah nasploh je pogoj opravljen natečaj. Tukaj gre za preizkus znanja in sposobnosti, ki ga prireja
urad, neodvisni urad za odbor osebja, EPSO, in je za prevajalce sestavljen pač recimo iz dveh večjih delov. Eno je testni preizkus znanja jezikov, torej prevod konkretno iz dveh jezikov v, mi temu ne rečemo več materni jezik, ne? Tudi jaz bi težko govorila o svojem maternem jeziku, ker sem dvojezična, ampak rečemo pač osnovni jezik, v katerega se potem prevaja na oddelku. In drugi del pa je preizkus tistih sposobnosti, o katerih je že Valter prej govoril, ki segajo od računalniške pismenosti, prilagodljivosti tudi ritmu dela, ki ga imamo v parlamentu, ki ni vedno ves enak, ampak se vse vrti okoli zasedanj, ko tudi dežuramo in ostajamo dlje. In hitrost tudi. Naši roki so razmeroma kratki in se mora prevajalec dobro znajti, mora pokazati odlične analitične sposobnosti, zato da v kratkem času razume vso besedilo in ustvari ustrezen prevod. In čeprav velja, da je prevajanje pravzaprav tako zelo individualno delo, ste že slišali tudi, da zelo veliko delamo v skupinah, v timu in se preverja tudi ta sposobnost timskega dela. Poleg sposobnosti organizacije, učljivosti in učinkovitosti. Na podlagi rezultatov se sestavljajo rezervni seznami in iz teh potem zaposlovalci iščemo ustrezne kandidate. In vedno iščemo seveda ljudi, ki so usposobljeni in ki so vztrajni, tudi če je njihova naloga, če se izrazim z besedami Jose Ortega in Gasseta, skoraj nemogoča, ker bi tudi pri nas zato, da v enem jeziku povedo to, kar skuša drugi jezik zamolčati. Ampak več o tem pa Andrej.